Jaz bi včasih sam sebi šamar dal. Kva pomeni faced up there? Audi Q5 je pa nekaj res, že čisto na začetku lahko povem, da se tale scenarij verjetno doskrat zgodil. Rečna struga, pa karkoli, ki vsaj mal diši po malo bolj resnemu off-roadu. Po moje je več šans, da grem jaz v telih čeveljčkih na Triglav. Ampak do pogona do tega še pridemo. Gremo najprej na začetek. To se pravi nova, druga generacija Audija Q5, ta prva je mimogrede ven prišla leta 2008, prodali so jih dobrih 1,6 milijona. Audi pravi, da ga je izboljšal v vseh pogledih. Jaz sem se zdaj z njim vozil slab teden in moram reči, da se mi zdi, da ima prav. Mogoče se zdaj kar dotaknem tudi motorja, ker ga pamet sladko kisli ne bo. 2.0 dizel mu je imel 120 kW, sprav dobrih 160 konjev. Pa čisto na hitrico še poraba od 6,7 do 7,4, kar se mene tiče. Motor pomenjam zato, ker sam po sebi je čist dosti zmogljiv in se mi zdi, da bi znal zadovoljiti veliko večino voznikov. Ampak zapomni si pa nekaj. Če si zelo zahteven voznik v smislu zmogljivosti, ja si pa prepričan, da boš dobro znal izkoristiti tudi športni potencial tega avta, pa bi mogoče lahko razmislil o kakšni malo močnejši varianti. Prva sladka vozna dinamika. A veš, je bilo tako, da se je že prejšnja generacija kar dobro peljala, ampak doskrat se zna zgoditi, da je bil avto pretrd. Da dejansko ni bil toliko udoben, kot bi si človek želel. Pri tem pa čisto druga zgodba, tudi zato, ker je izhujšal za skoraj 100 kg. Mislim, avto se pelje neprimerno boljše. Ne samo, da je naredil velik korak naprej pri udobju, tudi pri športni vožnji se mi zdi malo bolj osredotočen, malo bolj zbran, malo bolj natančen. Druga sladka, kabina. Kar vse skupaj. Ergonomija, sestavljenost, materiali, položaj za volanom, celoten feeling tukaj noter, pa tukaj obliko izvzemam, zato ker meni je jasno, da enemu je ta kabina lahko ful všeč, drugo bo pa rekel pa da. Ampak ne moreš pa zanikati, da Audi kabine pač obvlada. Veš, že sam položaj sedenja, pa ko ti roka lepo pade na prestavno ročico, pa kako imaš pol s prstom dostop do upravljalnika, vidiš? Pa še ena stvar, ne spomnim se, kdaj sem nazadnje v tem razredu avtu sedel v toliko tihi kabini. Tretja sladka, tech stuff. Mislim, tehnologija, ki jo Audi Q5 ponuja, pa ne samo v varnostnem smislu, je faced up there. Jaz bi včasih sam sebi šamar dal. Kva pomeni faced up there? Pravzaprav sem hotel reči, da je zelo pameten. Pa da je njegova umetna inteligenca podprta s kameram, z radarjem, pa še z ultrazvokom. Pa da zna, kot večina njegovih najožjih tekmecev, prijeti na prak čisto avtonomne vožnje. Ampak ne ta ni dosti dobro opremljen. V bistvu je ta eno tako hecno opremo, kupenih stvari manjka, ampak pridemo do tega, ko pridemo do kislih. Četrta sladka, tehnologija Ultra Quattro. To je v bistvu štirikolesen pogon na zahtevo, bom probal ne preveč zakomplicirati. A veš, klasičnega sredinskega diferenciala ni več. Imaš pa eno sklopko takoj za menjalnikom, pa eno sklopko pred zadnjo osjo. To pravzaprav pomeni manj premikajočih delov, ki se ti voziš. Ampak spet nisem dobro povedal. A veš, štirikolesen pogon ponovadi deluje tako, da se navor prek kardanske gredi prenaša na zadnjo os. No, Q5 zna pa to gred čisto odklopiti iz enačbe, kar pravzaprav pomeni manj premikajočih delov, pa prihranek energije. In na koncu, ko potegneš črto, to pomeni tudi manjšo porabo goriva. Pa ker smo že pri štirikolesnem pogonu, še ena iz prakse, Audi mu ultra verjetno prav, ker naj bi bil ultra učinkovit, jaz pa pravim, da je tudi ultra odziven, zelo dobro dela. Je pa nekaj res, če se odločil pa za 6-valjnega dizla, to se pravi za močnejše variante, pa boš pa klasičen Quattro, tako kot prej. Prvo kislo bom pa takole zastavil. Audi Q5 2.0 TDI Quattro Sport, osnovna cena 49.200, z dodatno opremo 57.036. No in za to ceno bi jaz pričakoval vsaj pameten ključ pa električno odpiranje prtljažnika. Druga kisla prostorsko ni nadpovprečen, tega mu pravzaprav ne zameram, ker nadpovprečnih ni prav velik, ampak tale sedež, številka 5, bi pa vsem lahko bil malo bolj udoben. Tretja kisla, je že res, da je avto pameten, ampak je pa hudič, da je treba praktično vse tiste najpametnejše sisteme, ki ti tako ali pa drugače pomagajo, doplačati. Pa niso poceni. Peta sladka, ta bo pa dost kratka. Meni se zdi, če gledaš overall, da je tole v tem trenutku najboljši avto tega segmenta. Je pa res, da že dolg časa nisem pelil Mercedesovega konkurenta, nisem niti sedel v ta novemu BMW X3, kaj šele pelil, Lexus je prenovil NX-a, pa imaš tukaj še Volvo, a veš, kupi enih stvari, ki bi jih moral tako to enažo, mogoče avte zbrati na enem mestu, ampak takole, na splošno, glede na vozne lastnosti, tehnologijo, pa celoten paket, ki ga ta avto zna ponuditi, mislim, da nisem daleč od resnice. Ok, next stop Bravničarjeva v Ljubljani, to je pa zato, ker nam hoče Porsche nekaj pokazati. Poznaš ta avto? Pa namera Sport turizma. Če te zanima več, pet pogledati vloga 418, predvsem pa 419. Veš, kjer je to turbo, naloadana, vse tako, ko zgleda na prvi pogled, še zasloni tukaj zadnji, kar dober. Jaz se ne vem, a je zdaj primeren trenutek za malo avtomobilskega tihožitja?
A ker ga zanimajo cene? To se pravi vstopna Panamera Sport Turismo, to je Panamera 4, stane 117 412, ostalo pa, se veš, stisnem pauzo pa poglej. Maš? Maš. Evo ga, tole bo moj prijatelj za čez vikend, Land Rover Discovery. Ok, Disco, let's do this.